pokrovitelj oddaje Občina Trbovlje. Tomaž, hvala, ker si naju povabil v svoje stanovanje v Tako Trbovljah. skromno bivališče, ne. Trboveljčan si, Trboveljčan ostaneš. In kako se je začela recimo tvoja športna pot? Vem, da si še vedno športnik, kljub temu, kar se ti je zgodilo. Kateri športi so bili tvoji? Začeli se mislim, da s košarko, ko me je oče vozil na svoj trening kot veteran takrat, ki je bil še košarkaš. Tako da smo skakali tam ob igrišču. Mislim, da je bil prvi šport, za katerega sem si pa res želel trenirati, je bil plezanje. Ampak so me pol nekako odvrnili od tega. Tudi zdravniki, ki so rekli takrat, da Tomaž bi mogel iti pa plavati, ker ima krivo hrbtenico, ne, to je bilo tako. Tako da je bil prvi šport, s katerim sem se ga začel tako redno ukvarjati, plavanje, in je tudi ostal edini šport, s katerim sem se tudi ubadal v svoje življenje do pač prelomnega trenutka v svojem življenju. Ampak posledica vsega tega je, da danes edini šport, ki ga lahko opravljam, je plavanje. Tako da, ja. Tomaž, in takrat v tvojih otroških letih, pa tudi danes je v Trbovljah res veliko možnosti za ukvarjanje z različnimi športi. Od nogometa, to, kar si omenil, plavanje. Ja. Plavanje je sicer malo peša, ampak v zimskem času malce problematično, ampak vseh Hrastnik blizu. Res je. Je pa plavanje kar precej naporen šport, veliko treninga zahteva, v primerjavi mogoče s kakšnim drugim, ne vem. Ja, tako je bilo včasih, je bilo tako rečeno, da je plavanje res garaški šport 2-krat na dan, tudi 3-krat na dan, če hočeš kje uspeti. Danes so se stvari malo spremenile, so vsi športi, če hočeš biti vrhunski športnik, moraš trenirati zelo kar včasih plavanje. Je pa ja, v tistih časih, pa tudi zdaj, plavanje zahteva kar pač celega človeka, tudi tako mentalno, ker ljudje si ne predstavljajo, da zjutraj nekdo, ko je star 14 let, recimo vstane zjutraj ob 5:30, pa gre na bazen plavat, medtem ko drugi vrstniki spijo, in pol iz treninga takoj v šolo in iz šole nazaj, in potem kosil, pa nekaj pojesti, pa v fitness mogoče, pa pol iz fitnessa še enkrat na trening. Si kdaj zasovražil vodo? Večkrat. To je bil tudi razlog, zakaj se pa nisem vrnil več let nazaj v vodo, in tudi recimo tako na morje nisem rad hodil, ker je pač en spomin voda, pa jaz, ko sem videl vodo, sem imel zmeram razlog, da moram plavati. In zaradi tega je pač prišlo do tega, da sem malo se zdistanciral od plavanja, ampak zadnje čase, zadnjih nekaj let pa kar redno obiskujem zopet bazen, da se pač zdivjam, po domače rečeno, da dam energijo odvečno ven, pa da konec koncev ohranjam zdravo telo. Si se tudi z nogometom kaj ukvarjal? Ne, z nogometom ne. Sicer sem bil zelo dober levičar, baje pravijo. Ampak ne, nogomet me pa nikoli ni privlačil. Bolj košarka kot ekipni šport, nogomet pa ne, nikoli ne. Ko si prvič začutil bolečine v kolenu, si se takrat ukvarjal s kakšnim športom? Si takrat razloge iskal mogoče pri kakšni poškodbi pri športu? Ja, to je bilo tako, ja. Mislim, da je bil en trenutek tako, da sem plezel na umetni steni, mislim, da je bil trening, kako je bilo, in sem skočil dol na tla, in sem začutil eno rezko bolečino. Mislim, da je bil prvi trenutek, ko se spomnim, da me je nekaj zabolelo v kolenu. Star si bil takrat? 16 let, mogoče. Pa se je to nekako nadaljevalo, med treningi plavanja sem med serijami prstnega, se pravi med žabco, serija, sem mogel počivati, ker je dosti boleč bilo pač ta gib, žabca. Tako da sem ugotavljal kakšno leto, recimo, kaj je to s kolenom narobe, in sem po enem letu odločil se, da obiščem zdravnika, ampak so tam ocenili, da je mogoče to preobremenjenost, mogoče kakšen... Hitra rast. Ja, mogoče to, tako nekako so mi hitro objasnili, da se nimam kje zasekirati. Jaz sem to vzel za kup. Nadaljeval s treningi, mislim, da je bil še takrat leta 2003 moje najuspešnejše leto kot športnik.
prebil v reprezentanco, nisem se še prebil, ampak na testiranje sem šel v reprezentanco, osvojil kar nekaj lepih rezultatov tisto leto. Potem sem pa konec leta 2003 pač malo pustil plavanje, ker je bila bolečina res že kar huda, no. Se je kar poznal pri treningih, tako da sem se odločil, da pač naredim malo pauze, kot da se spočijem, ne, ker sem preobremenjen. Pa je pa niz dogodkov pripeljal, tako da sem dokaj hitro, mislim, da v 3 mesecih, kar od tistega trenutka, ko sem se jaz odločil, malo premora narediti, sem se znašel na najprej ortopedski kliniki, potem pa na... Zakaj? Ker te je še kar bolelo? V bistvu je bilo pa... Bolečina recimo zvečer, ne? Ne, to je bilo pa čist... bil je sistematski kontrolni pregled v 3. letniku gimnazije. Jaz sem prišel v ambulanto, sem se slekel kot vsak. Malo mi je bilo narodno, ker sem bil nag, ne. Zdravnica je rekla, narediti predklon, naredil sem predklon in je opazila, da ne morem stegniti noge, ne. Je že pač tumor rastel tako ven, jaz ga nisem opazil niti, ne, ker... Tudi nisi opazil, da ne nisem opazil, ona je opazila to verjetno, ne, pa mi je še neki koleno probavala, stegn pa to fleksijo ali kako neki. Imam poslana na rentgen še tisti dan, takoj naslednji dan pa pri pouku matematike, da sem dobil obvestil, da moram takoj nujno iti v Ljubljano na ortopedsko kliniko. In na kaj si pomislil takrat, ko si šel? Da gre za kakšno poškodbo? Ja, tako, ja. Tak star zlom ali pa kaj? Ja, čistko, nič nedožno se mi je zdelo, ne, pač moram iti nujno na kliniko, zato ker da bom jaz zdrav. Mislim, da je nekaj narobe, neki so odkrili, ko mi morajo popraviti, no, tako sem jaz domneval, ampak je pol se kar vse skupaj malo zavleklo, no. Najprej en teden po raziskavah, pa preiskavah, pa te stvari. Si bil v Ljubljani? Ja, tisti teden sem bil v Ljubljani, potem pa en dan pred rojstnim dnevom, no. Jaz pravim, da sem za svoj rojstni dan izvedel, to je žalostna novica, ampak mislim, da je bil 18. februar, ker je bil to petek, soboto sem bil pa rojstni dan, sem pa izvedel za pač to novico. Kako pa je to bilo sporočeno na visici? Filmsko. Zelo filmsko, tako kot se v filmi dogaja, pridejo ljubljeni starši, ne, v mojem primerju, se posedemo v oldečno pisarno, tam ki je primarij. Si takrat slutil, da bo... Ne, takrat sem bil še jaz brezveden, neveden. V bistvu sem bil na taki bolniški, malo stran od šole, pa spal sem lahko dolg, pa te stvari, ne. Tako da je bilo, ja, ful filmsko, no, pač brali smo se v pisarni, resni obrazi zdravnika in vseh ostalih. Jaz sem stal na sred sobe, ker se nisem hotel sedeti, ker pač sem hotel iti domov dejansko, ne, na šnicl domač, pa na pomfrit. Da ne bo predolg trajal sestanek, ne? Ja, tako, ja. No in tako je bilo kar zelo direktno povedano, ne, kako pa kaj, kakšne so stvari, pač sem bil že star 18 let, sem si skoraj 18 let, tako da je bilo dejansko ta informacija namenjena meni, ne mojim staršem, ne. Tako da je bilo bolj dialog med mano in mojim takratnim zdravnikom. Kaj je bilo sporočeno? Kratko internato Tomaž, v enem tednu smo pravili vse raziskave, ugotovili smo, da imaš maligni tumor, zelo slabo sicer kaže, so šanse, da preživiš, tvoja naloga je taka pa taka. Da preživiš. Tako, ja. To so pač v procentih se govori, ne. Toliko pa toliko procentov imaš, da je pač, toliko pa toliko procentov imaš, no. Da ti dajo neko vrednostno točko oziroma neko točko, po kateri se orientiraš, a se ti splača ali se ti ne splača. Zdaj, pač, a je to dober pristop, se ljudje sami odločajo, ampak za mene je bil dober pristop, zato ker sem vedel, da se bom mogel fajn boriti, no. Tako je bilo. In v tistem trenutku si pogledal starša? Ja, normalno pač. Takrat je bilo tako, ker vse te spomini so tako ful malo prekrit z eno tako tančico malo. Zelo je bilo hitro, no, tako, sploh nimam v spominu čisto točno, kva smo govorili. Sam pač obrazu se spominjam, pa pač tistih solz, pa moje obljube, ki sem jo dal dejansko takrat svoji mami, ki je pač rekla, da če obljubim, da se nam nikoli predal, ne, pač. In sem mi tako rekel, kot
dec, ne, jaz se pa nam predal. Ne. In pri tem je tudi ostalo. Pa je dokaj hitro so pač, moji starši so šli, jaz sem rabo itak svoj mir, jaz šel. A ti si ostal? Ja, jaz sem ostal v bolnici, zato ker sem mogel še, mislim, da še počakati tisti dan, naslednji dan na vizito za odpustnico pa te stvari, pa da so se zmenili za naprej, no. Verjetno si lahko misliš, kako je bilo staršema se peljati domov, ne? Jaz vem že, kako je bilo mojemu očetu, ko me je takrat en teden prej že peljal v Ljubljano na nedolžni preventivni pregled v ortopedsko kliniko, ko pa je že takrat zvedel, da se nekaj slabega dogaja, ne, v moji nogi, ne, in pa je se 4 ure vozil iz Ljubljane do Trbovlja. Tako da ja, težko si predstavljam, no. Ker to je pač tako prekletstvo naše, človeško, da vse je v tem, kar doživimo, ne. Ja. Zdaj, danes bi to takoj verjetno vzel v roke telefon, pobrskal po internetu. Kako je bilo pa takrat? Zdaj tudi knjige, ne, marsikaj piše. Si bil kaj redoveden? Zelo redoveden. To je bilo tako, leta 2004 ni še bil internet tako popularen, bom rekel. Pa ni bilo pametnih telefonov. Tako, sploh tega ni bilo. Tudi sam doma računalnika nisem imel, ker sem pač športnik, pa tudi nisem ga rabil, pa takrat so bili računalniki zelo, zelo dragi, no. Tako da je bil dejansko, sem jaz prišel na hemato-onkološki oddelek stare pediatrične klinike še, so imeli noter v sobi, so bile 2 postelje in en računalnik, ne, in meni se je to takrat zdelo fenomenalno, ne. Sem prišel v sobo, v bolnico in sem imel svoj računalnik, dejansko ful dober računalnik, še tako, da so igrice delale, pa internet je bil, ne. Tako da sem dejansko raziskoval takrat o vsem tem, kar se meni dogaja v bolnici na računalniku, ne. Takrat sem jaz tam šel brati zgodbe, šel brati, s čem si lahko pomagam dejansko pri vsem tem. Ampak načeloma nisem toliko pozornosti posvečal, no. Jaz sem bolj pozornost posvečal glasbi, sem imel tam konstantno kitaro s sabo, igral, otrokom tudi, z Rdeči noski smo sodelovali dosti. Igrice sem igral, načeloma pa dosti bral, no. Pa pač bil svojo bitko, no, tako. Kdaj je bilo, kako je potem potekalo zdravljenje? Zdravljenje je bilo tako, najprej je bilo rečeno, da bojo 6 ciklusov kemoterapije, najprej 6 ciklusov kemoterapije, pa operacija obsežna, kodar ti odstranijo, se pravi rakavi del, potem pa še 4 cikluse kemoterapije, se pravi to vse skupaj znaša 10 mesecev približno. Se pravi, jaz sem s kemoterapijo začel v sredini februarja. Najprej s kemoterapijo. Tako, najprej s kemoterapijo, celih 6 ciklusov. Maja sem odšel na to obsežno operacijo. Še 2 ciklusa kemoterapije, pa so prišle pa obdukcija, izvidi patološki, in kodar so ugotovili, da dejansko ta vrste rak ni tako smrtonosen, kot bi bil tisti, kar so sprva domnevali, tako da se je tukaj potem zaključilo, ne, se pravi, je bila uspešna terapija, ne, in kaj pa so operacija. tebi takrat, da je bila to prva edina operacija, kar kolena tiče, kaj so ti odstranili? Odstranili so mi kar, mislim, da polovico goleni, pa skoraj tretjino stegnenice. Toliko je bilo, recimo, kako rečemo, maligno. Kužno, ja, recimo, odstranijo vedno malce več, se preventivo. Ja, kar dosti so mi razmesarili, skoraj polovico kvadricepsa, samo velike žile so mi pustili to, da je pač prekrvavitev. Žile, koža? Žile, koža, nekaj mišic, meče. In spodaj na mesto kosti? Ja, je tumorska endoproteza, zlitina 3 kovin, titana, morbidija in pa platina. In to je že takoj po odstranitvi ali se Tako, mora? takoj. Ja, takoj. Že prej vse izmerijo? V bistvu operacija traja 13 ur in pol, se pravi Polna narkoza verjetno? Polna je konstantna.
Mislim, da je bilo 6 ur, pa še nekaj je bilo odstranjevanje vsega tega, potem pa malo manj kot 8 ur pač reimplantacija tumorske endoproteze. Tako da je bilo kar obsežno, so bili kar tak težki trenutki, no, tudi pol tisti prvi dnevi, ko stopiš prvič na nogo, najhujše bolečine pač v mojem življenju. Je to kmalu prvič? 2 dni po operaciji. 2 dni po Ja, operaciji. pač zaradi Strdko verjetno. verjetno, ja, tako, no, nisem, ne vem točno zakaj, ampak načeloma moraš kar dosti hitro vstati. Tako da je bilo kar naporno, ni pa bila to ni pa bila to edina operacija, da sem jih imel še pol kar precej. Razlog tega je bilo tudi nedavna komplikacije, ki sem jih imel, ko sem si zlomil sem si zlomil to protezo. Bom malce šel še nazaj. Kako je bilo, Tomaž, ko si takrat potem prvič stopil na nogo in verjetno začutil, da to ni več tisti Tomaž, ne? Da je zdaj nekaj drugače, da težje hodiš. Ja, takrat se je začela moja naslednja oziroma druga bitka. Se pravi, čez noč si postal invalid, ne. Ostal si brez možnosti normalne hoje. Zavedati se moraš začeti, da bo bolečina tvoj vsakdanji spremljevalec, da boš mogel prilagoditi določene stvari v svojem življenju, da ne boš mogel hoditi v hribe, recimo, da ne boš mogel biciklirati, da ne boš mogel teči več, da ne boš mogel normalno hoditi, ne. Tako da to je za sabo potegnilo tudi neko psihološko bariero v moji glavi kot mladostniku, ne. Tako da je kar nekaj časa, no, trajalo to, da sem se zmenil sam s sabo, da je pač, da je to življenje in da je to pač, je treba sprejeti, iti naprej, da je to del mene zdaj, da če bom sprejel tako, kot znam sprejeti, pa tako, kot moram sprejeti, da bom čisto normalno živel in da sem imel čisto v redu v življenju. Kemoterapije so bile potem še potrebne? Se pravi, ja, pa takoj po operaciji še 2 ciklusa kemoterapij. In kako si se ti počutil po teh kemoterapijah? Mislim, to je bilo pa bolečina je neka stvar, potem pa bolečina plus kemoterapije, se pravi, imunski sistem oslabljen, slabosti, bilo je tako, no, takrat sem prvič tako potuhtal, no, da bi mogoče malo obupal, no, tako. Prvič je bilo takrat, ker je mi pač, vsak je človek in vsak potuhta tudi na slabe stvari in takrat sem se parkrat kar fejst zjokal, no, pa pač razmišljal. Solze pomagajo? Ja, večkrat. Mislim, da zmerom pomagajo, no, kadar ti je Kar je težko. za ven, je treba dati ven. Ja, pač definitivno, ne, se tudi, ko greš trenirati, se tudi švicaš, ne, gre tudi ven. Tako da, če pa treniraš do znotraj, ne, s čustvi, pa tudi mora priti nekaj ven. Kdo ti je bil takrat največja opora? Ne vem, medicinsko osebje, starša, ki sta imela verjetno tudi svoje težave, sin umira, ne? Oporo. Definitivno je takrat bila velika opora knjiga, ki je šla sicer zdaj malo črnenega Lanca Armstronga, njegova avtobiografija. Tako da sem tisto knjigo, mislim, da 1-2krat prebral v času mojega bivanja v bolnici. Tako je kar... Tudi je imel raka, ne? Ja, pa ne samo enkrat, ne, pa še toliko huj, kakor jaz dejansko. Kako se je on spopadal s tem, no, mislim, res, takrat sem čutil, no, da če je pa onem uspel, zakaj pa ne bi imel. Tako da, to mi je bila ena taka kar dosti velika smernica, no, kako mora biti usmerjen v tem času. Pa seveda starši, pa redki prijatelji, ki so si zupali priti na obisk, no, Hmjan, takrat v bolnico. Ker verjetno je težko priti na obisk k prej zdravemu fantu, prijatelju, potem pa kako se obnašati z nekom, ki je mogoče bil celo obsojen na smrt, ne? Ja, to smo imeli tudi debato v zoni, ki sem kdaj med terapijami prišel domov se spočiti, ne. In smo imeli kar večkrat debato, da pač zakaj se obnašate tako, jaz se še kar tukaj, še kar migam, diham, pa
Ampak ja, to je čisto razumljivo. Nekatere ljudje, če pač že tako nasplošno strah bolnic, pa tistega vonja, jaz razumem, to je zelo turobna zgradba, zelo veliki trpljenja in če ti ne maraš trpljenja oziroma če nisi navajen tega oziroma če nisi deležen v življenju tega, ti je kar malo težko. No? Tako da nobenem nisem zameril, tudi povedal sem, da nobenega ne silim oziroma boljš, da ne pridejo, če mislijo biti žalosten. Kot da če mislijo priti naj nekje iz McDonald'sa prnjasejo. Pa s kitaro. Ja, v bistvu tako. No. Pa še takrat je bilo tako, da smo imeli veliko šole, jaz sem bil tak srednješolec, pa zjutraj je bila šola, popoldan smo imeli druge stvari. Tako da, pa konec so v tej bitki sam. Noben ti ne more nič veliko pomagati. Zelo, zelo težko. No. Tudi tisto, kar ti karkoli reče, je v bistvu... Nepoznavanje. Ja, pač tako. Potem pa si prišel domov, se nekako vključil v normalno življenje, pa malce pretrdo stopil, kako? Ja, pretrdo stopil, ja. To je bilo, mislim, da 8 let kasneje. A že 8 let kasneje? 8 let je zdržala, no. Moje vragolije, no, tako bom rekel, sem si tudi mogoče malo sam kriv, ker 19-letnik pa paziti na nogo, tako kot zdaj pazim, recimo, ni šlo, ker si pač mlad, pa bi ga rečel žurat, pa skačeš naokoli, pa skačeš sem, pa skačeš kja, pa se je to pač vse razrahljalo, ali kakorkoli, materiali popustijo. In sem malo narodno stopil, ja, in sem se znašel zopet na ortopedski klinik, tokrat zaradi mehanske napake. Na vsadku? Na vsadku, tako. Ne na kosti tvoji? Ne, na kosti, na vsadku. In je bilo tako na zelo delikatnem mestu, tako da so mogli del proteze odstraniti, kar je preneslo, da so mi mogli pač spuliti ven star del iz kosti. Iztegnjenice. Iztegnjenice, tako. In zaradi tega, ker pač niso bili dovolj pozorni na verjetno higieno ali kakorkoli, se je zgodilo to, da so pač da je prišli do okužbe, do bolnišnične okužbe, bolj znane kot MRSA. Jaz sem takrat prišel domov, zelo hitro dobil vročino, slabo počutil, tako da sem mislim, da v 3-4 dneh, ko sem odpustil, prišel nazaj in potem sem prebil kar 8 mesecev. Sem se zdravil za to okužbo, mogli so mi dejansko vse ven pobrati, tako da sem imel skoraj 7 mesecev, nisem imel nobene nič noter, ampak samo eno palico železno noter, oblečeno z antibiotičnim premazom, da se je to pozdravilo vse. Torej, ta del noge? Ta del noge, ja. Je bilo kar enih 5 do 6 krat sem šel pod nož, ker so mogli ta gnoj vedno pač ven pumpati, vedno uspavati, tako da je bilo zelo, zelo naporno. To tako že na koncu, že ker že nisem hotel več, no, da mi kar ne živ to delati, ker se pač je zelo mučno, no, to je tudi takrat prisilno spanje. Ja. Da si tudi že pomislil na amputacijo, ne? Ja, to sem že v bistvu, ja, mislim, da je to bilo prvič, tako da sem resno začel razmišljati, ja, da bi pač to kar odrezali. Meni se zdi to nekaj tazga, mogoče celo bolj normalno življenje bi imel, kot zdaj, ko moram paziti, kam stopim, pa uporabljati oporo ali pa kakorkoli. Ampak se niso tako odločili? Ja, to je Hipokritova zaprisega, bolnišnični kodeks, bom rekel, zdravniški kodeks. Borba do konca. Pač ja, tisto, kar ti je dala narava, tisti je najboljši. In stopalo je zelo pomemben del človeškega telesa, že zaradi prekrvavitve volje dejansko. Tako da pač ja, vztrajamo pri ohranjanju tega uda. Ja, no pač amputacija pa pač ena misel, ki je prišla v tistem času, zato ker sem bil zopet priklenjen na posteljo in sam in svojimi mislimi in ja, pač... In potem, ko se je to zacelilo, ko je ta MRSA šla ven, spet na novo.
Zopet borba, ja, zopet postaviti se na noge, zopet je tudi na Sočo, za 3 mesece pač naučiti zopet hoditi. Je bilo težje kot prvič, verjetno. Ja, vsakič bo težje, ali kakor je težje. No. Je pa pač, poznaš pa drill, poznaš postopek, tako da je v bistvu hitrej vse skupaj, kot prvič bilo. Ampak je pa tako, pač, veliko več stvari imaš v življenju za početi. Starej si, več imaš odgovornosti, več imaš drugih stvari. No. Tako da je bil to en tak obdobje, ko sem jaz nazadoval za 2 leti v svojem življenju. Tako da sem potreboval potem spet 2 leti, da sem zagnal svojo mašino, svoj motor, napisal knjigo v tem času. Ne. To je bila prva knjiga Mladinskega centra. Ja, tako je, tako. Jih je 7 je že zdaj. Tako da potem potreboval nekaj časa, sem pač postavil nazaj in evo me danes tukaj, zopet mašina dela 100 na uro. Velikokrat te vidimo s pomočjo palice, da greš. Ja. Zakaj? Ker lažje hodiš ali zato, ker manj obremenjuješ? To je pač naročilo mojega zdravnika, specialista. Ki ga spoštuješ? Ja, načeloma pravi, da ga moramo bogati, no, če ga nočem več videti. Ne. Septembra si bil zraven na humanitarnem projektu Bogomirja Dolenca, 42 dni, 42 kilometrov vsak dan, krog ali 2 si tudi ti takrat z nama odtekel. Seveda. In mene je bilo strah. Zame? Ja. Ker sem tako hiter. Ja, tudi to. To je super projekt, drugače. Super projekt, ampak kar greš teči? Pač ja. V takih primerih. Seveda, to je podpora enemu izmed boljših projektov, kjer so se lotili zadnje čase. Za male viteze, ne? Sploh pa zato, ker se gre za male viteze, se pravi za tiste, ki smo v mladosti preboleli raka, oziroma ki ga še kar prebolevajo nekateri. Ne. Super projekt, udeležba odlična, Zasavci smo super narod. Bogomir se je zaljubil v Zasavje, to moram vam povedati že zdaj. Bo še prišel, ne? Ja, zagotovo, mi smo tudi pol govorili, ako smo se dobili še na večerici, pa potem v terma Olimije smo imeli pač en tak druženje še, tako da super, fajn. Jaz sem zelo vesel, da sem bil del tega, tudi ti. Koliko si pa ti odtekel? Ja, kar maraton. Kar maraton, ja. Tako da ful je bilo fajn. Bom imel priložnost 10. maja priti na naš 8. zasavski humanitarni tek. Ja, tako, ga bomo povabili. Ga bomo povabili. Vsekakor. Ti si se pa vmes verjetno vsakič, ko si šel na ponovni pregled, kako je z rakom, srečal spet s svojimi strahovi. To verjetno ni kar tako, kot če greš pogledati, koliko sladkorja imaš v krvi, ali pa ali ti je holesterol narastel ali ne. Ja, vse v percepciji, ne pravijo. Se pravi, ko za ti vsako včasih, pač pred 10 leti sem mogel vsake 3 mesece hoditi na preglede, zdaj hodim vsake 2 leti. Ampak pred vsakim pregledom je pač odvisno od stanja tvojega duha oziroma tvojih misli. Če imaš ti misli usmerjene v to, da bo pač te priš ti, ki sam kri dat. Zihar bo kaj narobe, ne? Ja, ali pa v obratnem primeru zihar bo kaj narobe, ne? Ali pa v primeru mojem, ker pač jaz dam kri, hočem čim prej jeti, ker se mi mudi, ne? Vse bo cool, sam poštemplem, vse v redu, pljuče slikati, bomo drugič, ne? Tako da je načeloma strahovi v bistvu samo spomin, no, tako je, ne? Spomin tako deluje, dejansko ti dobiš nek priblisk, ko vidiš nekaj znanega, ne? In se začne spomin vračati nazaj, zaradi tega je v bistvu prihaja do teh slabih. Ampak vse, in potem pride pa pošta, ne? Je treba odpreti? Ja, načeloma je že kar tako vemo, no, se že po parametrih kar dosti hitro vidi, no, če je vse cool, ja, ne. Načeloma bi bilo, če bi v tistem času, ko bi jaz čakal, ne, da mi povejo, da lahko grem domov, ne, če bi mi rekli, Tomaž, ostani še malo, ne, takrat bi začel malo razmišljati, kaj je bolj resno. No. Drugače pa pač
Pa tudi zdaj okolje je malo drugačno, ker stare onkološkega oddelka, tam sem bil jaz, ni več. Aha. Je samo še novi onkološki Ni oddelek. več teh spominov. Ja, ni tistega spomina tam. Kaj pa veliko narkoz je bilo, ne? Ja, res Kaj je. glavobolov, kaj posledic zaradi tega, kaj čutiš? Prej si verjetno. dejal, da spiš ne ravno veliko. Ja, moj spanec je kar tak zelo kratkoročen, bom rekel. Tudi zato, ker paziš na nogo, ne? Tudi Ker takrat zato, imaš tudi res zato. Pomoči Tudi ostalih zato, ker sem nočna pripomočkov. ptica, ker veliko stvari tudi zvečer počnem. Še enkrat. Ja, pravi, tudi zvečer paziš, ko spiš, Za nogo, kako se ja. obrneš. Pač ja, to je en tak standarden proces, kakor ga jaz imam. Ker če dan imaš pripomočke, ne, da se Tako, noga ja, lažje ja, ja. giblje. Spanc je pa pač takšen, kot mora biti sicer, ampak na trenutke mi ga pa malo primanjkuje, tako da si moramo vzeti kak dan malo bolj frejno. Tako da si privoščim kak oddih, ki je. Tako. Zdaj, baterije si polniš v bazenu, ne? Pa ob kitari. Ob kitari, ne? Zdaj, ker nekaj jih visi tu v tvojem stanovanju. Ja. Glasba, pa ne samo kitara, ne? Ja, je neki glasbil, ki jih znam, ampak kitara je moja ljubica, bom po domači rekel. Ja, glasba je v bistvu, tako kot sem že prej omenil, mi je dejansko rešila življenje, ne? Oziroma mi je dala eno spodbudo, no? Takrat, ko sem najbolj potreboval. Pa verjetno tudi vsem tistim, ki so delili s tabo te trenutke, pa ki so bili takrat v bolnišnici, Ja, da nekdo malce zaigra. res je, in tudi takrat, če ni bilo znano, da dejansko je, ni bilo tako znano, no znano je že kar precej časa, da je glasba zdravilna oziroma da ima zdravilne vrednosti. In to sem tudi opazil na svoji lastni koži, ne tako na lastni koži, ampak kot opazovalec, ko sem igral kitaro bolnim otrokom. Sicer ni to, da bo zdravila glasba, ampak za počutje, za psiho je pa to ena izmed najbolj čudovitih stvari. No. Tako kot mogoče za nekega slikarja, da ga slikati risbo, ne, oziroma sliko, ali pa za nekoga, ki Rad bere, ti rad bere, bereš tudi, pa ne? piše ali pa kakorkoli, ne, je pač to trenutek spokoja oziroma kontemplacije, tako malo bolj strokovno rečeno, ne. Da se ti poglobiš vase in ne razmišljaš o ničemer drugega, kot samo o prstih, kako po strunih brzijo. Tomaž, še komu kaj svetuješ, če to vpraša, ki gre čez podobno zgodbo ali pa ki se ravno tako sooča z rakom? Zdaj, problem pri vsem tem je, da ljudje so zelo vase zaprti, tako bom rekel, pri teh stvareh, ko se soočajo s tem. Načeloma je pa tako, vsak nosi posledice. Tisti, ki se je srečeval s tem, ima fizične posledice, ima psihične posledice, ena ima zagotovo. Zdaj, najbolj se to kaže pri mladostnikih, se pravi pri mladih, tisti, ki so res mladi, 10-letniki, 12, ker se razvija osebnost. Svetujem, to je težko reči, ker svetovati praktično ne smeš v življenju, ne. Lahko samo povprašaš in daš neko mogoče smernico. Je pa tako, med prijatelji se pa velikokrat pogovarjamo o življenjskih stvareh in mogoče mi kdaj prisluhnejo, no. Mogoče imam kdaj kaj pametnega za povedati, glede na to, da imam neko tako izkušnjo, ker, tako kot sem že povedal, pač izkušnje delajo tebe samega. V knjigih nekaj piše, ne, življenje ti da pa nekaj, katera je boljša inteligenca oziroma pamet oziroma kaj je boljše, je težko povedati, ne, ampak ja, definitivno je to mi preneslo tako stvar, da se lahko s komerkoli, o čemerkoli pogovarjam. Tako. Pa tudi razumeš, o Ja, čem dejansko, govori. ja, dejansko to. To je najbolj pomembno. Do No. tiste zmage so pa različne poti, ne? Ja, definitivno. Vsak po svoje, ampak na koncu je najbolj važno, da si lahko damo roko, pa gremo kaj spiti, ne.
Pa zmagamo. Ja, da zmagamo, to je najbolj pomembno. Čeprav pravijo, da zmaga ni pomembna, ampak v tem primeru je pač pomembna. Ne? Zagotovo. Tomaž, hvala, ker si z nami delil svojo zanimivo življenjsko zgodbo. Hvala tudi vam. To je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Snemanje oddaje so nam omogočili občina Trbovlje, Borut Gošte, SP, vodovodne in ogrevalne inštalacije, kozmetični salon Petra iz Lake in restauracija in pizzerija Naš hram Kisovec. Pa srečno!